Lepo pozdravljeni na današnji delavnici. Se nas je kar lepo število zbralo. Mogoče najprej povem, delavnico bomo vodile magister Ester Možina iz Andragoškega centra Slovenije, Teja Dolgan z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Natalija Žalec iz Andragoškega centra. Vse večinoma se poznamo, ne? Z nami naj bi bila tudi dr. Tanja Rupnik-Vec, ampak je zbolela, tako da bo zdaj njeno mesto zasedla naša kolegica Alenka Štrukelj, tudi iz Andragoškega centra, in upam, da nam bo šlo dobro. Zdaj, naša tema je, kako načrtovati kakovostne izobraževalne, pravzaprav neformalne programe bi mogli še dodati, ne? Zdaj, če bi vas vprašala, koliko od vas, ki sedite v tejle, bi rekla, dvorani, je po poklicu andragog, pedagog, recimo psiholog, dvigante roke? Manj kot polovica, ne? In pravzaprav vse tisto, kar ste počeli na tem področju, ste se naučili skozi neformalno izobraževanje. Veliko je tega izkušenjskega učenja, ko izmenjujemo znanje, ampak ko govorimo o neformalnih izobraževalnih programih, je to pravzaprav nekaj, pri čemer moramo naprej premisliti, načrtovati. In o tem se bomo danes pogovarjali. Tako da cilje naše delavnice smo si nekako takole zamislili, da bi skupaj premislili o vaših izkušnjah, ki jih že imate z neformalnim, torej načrtovanjem neformalnih programov, pa tudi o tem, kako se prijavljate na razpise, kakšne so vaše izkušnje, kakšne so mogoče vaše, bi rekla, spoznanja in tudi kakšne so vaše zadrege ali izzivi. Potem, seveda, kadar sedemo skupaj, si zmeraj izmenjujemo svoje znanje. Znanje pravzaprav ni nekaj neodvisnega, ampak nastaja v človeku in pravzaprav lahko samo v nekem odnosu skonstruiramo tisto, kar nas potem na nek način definira. Seveda bomo imeli malo teorije tudi, poglobili bomo to znanje o načelih programiranja, ki je specifično strokovno znanje in ni nujno, še tisti, ki smo študirali andragogiko, pedagogiko ali podobne vede, je to zelo zahtevno področje. Tako da potem bomo skozi, ker delavnico je predlagalo ministrstvo, na podlagi, bi rekla, prejetih neformalnih programov, ki so bili prijavljeni na razpis, in bi si želeli, da bi nekatere šibkosti oziroma neke vrzeli, ki nastajajo, tudi mogoče izboljšali v nadaljevanju, nedvomno, da nameni niso dobri, bi se dali pa to boljš napisati, ne? Tako da bomo na izbranih, bi rekla, na izbranem primeru poskušali pokazati, kaj je tisto, kjer se da povedati drugače, kjer se da povedati tako, da tudi tisti, ki programa niso sestavljali, lahko potem ta program izvajajo. Tako da to bi bilo, bi rekla, v osnovi tista neka snov, materija, o kateri se bomo pogovarjali. Zdaj, mogoče še nekaj o strukturi delavnice. Zdaj, tale uvod naj bi bil 5 minut. Potem bi šli na vajo oziroma na diskusijo v skupinah, tako kot sedite, kjer bi se potem pogovarjali o teh vaših izkušnjah. Kakšne so vaše izkušnje, kako načrtujete, kako izbirate tiste kompetence, ki jih prijavljate, s kakšnimi izzivi se soočate in podobno. Temu bi sledilo potem kratko poročanje skupin. Potem bi povedali nekaj o temeljnih andragoških načelih načrtovanja programov, to je ta specifičen strokovni del. In potem bi seveda vam razdelili en program in vas bi prosili, da na nek način ovrednote program in na podlagi tega, kar ste izmenjali, kar smo recimo povedali, dodali, poskušate dati nek nasvet ali pa predloge, kako bi ta program bolje zapisali, in seveda temu sledi potem razprava, kjer bomo vse to na nek način združili in, bi rekla, posplošili. Tako, zdaj pa predajam besedo Ester.
Vsem skupaj lep pozdrav tudi z moje strani. Sem vesela, da sem spet z vami, pred vami, z novo nalogo. Danes, se pravi, za pripravo in za vodenje delavnice o pripravi in izvajanju neformalnih izobraževalnih programov za odrasle. Torej, kot je rekla Natalija, se s tem področjem, s to temo pravzaprav lotevamo temeljev andragogike. To nam je postalo jasno skozi leta dela na Andragoškem centru Slovenije. In danes imam jaz občutek, ker vas zelo veliko poznam, da je v tej dvorani zelo veliko znanja že o tem področju. Praktičnega, tudi teoretičnega, in to me pravzaprav veseli. Zdaj, delo na tej delavnici smo si zamislili tako, da bi bilo bolj aktivno. In rada sem zbirala zjutraj kakšen slogan, toliko jih je bilo povedano že zjutraj, da človek ne ve, katerega bi si izbral za svojega, ampak recimo enega bolj poenostavljenega od zvonke, se pravi izmenjava in potrjevanje. Se pravi izmenjava izkušenj, dobrih praks, tudi slabih praks, pa tudi mogoče samo potrditev tega, kar že delate, kar že veste, kar že delate dobro, da s tem tudi nadaljujete. Mogoče k temu dodam še eno misel našega cenjenega zunanjega sodelavca Jožeta Gričarja, ki pravi, da tudi če vse svoje znanje daš drugim, ti na koncu še vedno vse ostane. K temu bi mogoče dodala še to, da pri tem seveda tvegamo, da se mogoče tudi sami kaj naučimo, in upam, da bo danes tudi priložnost, da kaj pridodamo k vašemu obstoječemu znanju ali pa, kot sem rekla, mogoče samo, da kaj potrdimo. Tako da prvi korak seveda je ta, da damo besedo vam in vas prepustimo temu, da pravzaprav pobrskate po vaših izkušnjah dosedanjih, če jih imate, če ne prisluhnete vašim kolegom. In sicer bi želeli, da v 6 skupinah, tako ko sedite, v bistvu razpravljate na 6 različnih tem, vsebin, ki pravzaprav predstavljajo ciklus načrtovanja izobraževanja, priprave in izvajanja izobraževalnih programov za odrasle, formalnih ali pa neformalnih. In želeli bi, da v bistvu se v vsaki skupini osredotočite na eno od teh tem, zato ker bojo kolegi razpravljali o drugih vidikih priprave in načrtovanja programov. Želeli bi, da izberete nekoga, ki lepo piše ali pa lepo riše, da bo zapisal bodisi razpravo, bodisi sklepe, pač do česar boste prišli, in drugega člana skupine, ki bo na koncu povzel v 2 minutah, kaj je bilo bistvo vaše razprave. Tako. Zdaj, pozabile smo oštevilčiti skupine, mislim, omizja, tako da bi mogoče začeli kar takole. Lahko, ste vi prva skupina. Torej, želimo, da razmišljate o tem, kaj so lastnosti kakovostnega izobraževalnega programa. Kako ga prepoznamo, po kakšnih kriterijih. Druga skupina. Kateri so vaši glavni izzivi v fazi načrtovanja programa? Kaj vas mogoče pri tem ovira, kaj vas spodbuja, ali bi želeli pri tem kakšno pomoč? Tretja skupina. Kaj je podlaga, kako se odločate, katere temeljne kompetence boste vključili v program? S čim si pri tem pomagate, kakšne izzive imate pri tem, kaj bi vam pri tem lahko pomagalo? Prav? Četrta skupina. Kateri so vaši, recimo, da ste to vi tam, četrta skupina. Kateri so vaši glavni izzivi v fazi priprave in prijave programa na javni razpis? S katerimi izzivi, problemi se srečujete, kako jih rešujete? Peta skupina. Kateri so najpogostejši izzivi pri izvajanju programa? In zadnja skupina, to ste vi, 6. Kateri so izzivi pri vrednotenju, pri evalvaciji programa? S katerimi problemi se srečujete, kaj bi vam pri tem lahko pomagalo? Če je zdaj vse jasno, vas prosim, da se razprava prične. Vprašanja bom pa pustila takole, da veste, na katera vprašanja odgovarja posamezna skupina. Časa imate 15 minut, bodite pozorni na zvonček. Alenkin,
Kako? Aha, boš dele? Aha, samo še malo, samo še malo, če počakate. Halo. Zvonček? Ni bilo še zvončka. Ja, Teja želi minuto, mogoče predno začnete vašo razpravo v skupinah. Me veseli, da ste se že tako lepo zakadili, se pravi, da so vas vprašanja nagovorila, tako da še toliko prosim počakajte, potem pa res lahko začnete. Hvala. Ja, najlepša hvala za to minuto. Lepo pozdravljeni tudi strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je, kot je bilo že rečeno, bil pobudnik te teme, te delavnice. Samo še enkrat bi rada izpostavila, zakaj smo se odločili predlagati to delavnico in zraven tudi sodelovali pri pripravi. Namreč niso nam važne samo ta temeljna andragoška znanja in spoznanja, ki so potrebna ob pripravi kakovostnih in primernih programov. Nas kot večinokrat naročnike programov in seveda tudi plačnike teh programov žuli vsebina. Zato bi želeli, da ob pripravi in potem seveda tudi izvedbi programov razmišljate tudi o tem, ne samo o ciljnih skupinah, ki so jim programi namenjeni, predvsem pa namenu, znotraj katerega so bili programi naročeni, da tako rečem. Če se pogovarjamo o temeljnih kompetencah, naj programi vsebinsko zajemajo temeljne kompetence, čakajo nas razpisi oziroma naročila, da tako rečem, iz naše strani za poklicne kompetence, za programe za pridobivanje poklicnih kompetenc, kjer se bodo mogle odraziti drugačne vsebine, kakor v programih, ki so v nekih drugih projektih zajeti, finančna pismenost, vsi drugi programi. Tako da iz tega zornega kota je ministrstvo izpostavilo težavo oziroma zaznalo, da se v sistemu priprave neformalnih programov za odrasle dogaja odmik oziroma odmik od naročenih vsebin. Tako, v tem kontekstu smo želeli to delavnico spodbuditi. Hvala.
prišlo na pamet, seveda, da izhajamo iz analize potreb. Tem pač temelji celoten program. Potem je zelo pomembno, da na podlagi te analize jasno opredelimo ciljno skupino, potem pa, da strukturiramo razvojno program, oziroma da ta program vsebuje kriterije, kot so namen, cilji programa, potem določimo vsebino, zapišemo katalog znanj, učne izide oziroma pričakovane rezultate. Pri vsebinah smo poudarili to fleksibilnost, da glede na dejansko ciljno skupino, ki jo potem imamo izobraževalci v neki skupini, da prilagodimo učne vsebine. Jasna struktura je pomembna, opredeljeno trajanje, potem pogoji za vključitev v program, za napredovanje, za zaključek programa, so tudi značilnosti kakovostnega programa, na koncu še evalvacija, pridobljene kompetence, popis le-teh, potem so bile pa še ideje, da opravimo SWOT analizo, to nekako se veže na analizo potreb, še enkrat, da je fleksibilen katalog znanja, pa na koncu smo še kolega poudaril praktično naravnanost, da ne čim bolj izhajati s potreb udeležencev, da pač je to nekako vključeno v NIPO. Toliko. Hvala lepa. Bom jaz kar odnesla mikrofon naprej, ker v bistvu ni časa za razpravo. Torej, druga skupina. Katere izzive ste prepoznali v fazi načrtovanja programa? Mi smo nekako razdelili na 5 podskupin. Te izzive, udeležence, vsebine, finance, izvajalce, motivacijo, verjetno se kje prekrivamo še s katero drugo skupino. Pri udeležencih smo se pogovarjali o potrebah teh udeležencev v lokalnem okolju, da je potrebna pač analiza, da nam je izziv vstopni pogoji, ki jih potrebujejo, predznanje, ki ga imajo, potem pridobivanje zahteve, koliko število oseb je lahko v skupini in pa potem seveda vključenost tudi oseb s posebnimi potrebami, kako še to vključiti v pripravo programa. Pri vsebinah smo gledali izbor glede na zahteve samega razpisanega programa, kako je program privlačen, je praktičen za naše ciljne uporabnike in pa potem, če so te cilji uporabni, dosegljivi. Pri financah seveda načrtovanje sredstev, za opremo, za pripomočke in potem se finance ponovijo tudi pri izvajalcih, koliko sredstev bo tukaj na voljo, kje dobiti te izvajalce, kakšne so njihove kvalifikacije oziroma izobrazba potrebna. Pri motivaciji pa potem pridobljena potrdila, ali jim koristijo pri nadaljnjem zaposlitvi, izobraževanju, kaj lahko s tem naredijo, potem osebna motivacija, ali je notranja, ali je zunanja, vse to so izzivi pri pripravi in pa seveda delodajalci, kako so tudi oni motivirani, da se osebe vključujejo. Prva skupina ste zadovoljni, so zadostili vsem kriterijem? Gremo naprej. Se pravi, en zelo trd torek. Kaj je podlaga? Kako se odločate za nabor temeljnih kompetenc, ko pripravljate program? Jaz mislim, da se v dobrem delu pokrivamo s prejšnjima 2 skupinami. Tudi mi izhajamo iz potreb ciljne skupine, ki jih potem nekako skušamo umestiti v ta okvir temeljnih kompetenc. Izhajamo tudi iz nekih internih evalvacij, recimo po tečaju, raziskav, ki smo jih recimo izvedli, preden smo vstopili v projekt. Potem, glede na to, da smo umešano omizje, v nekaterih programih, recimo pri PUMO Plus, se potem še bolj izhajajo prav iz individualnih potreb samih udeležencev. Pri nas pri kompetencah je to manj v ospredju. Potem izhajamo iz potreb po kompetencah, ki jih zaznamo v lokalnem okolju, torej bodisi pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, nekimi podjetji v okolju in tako dalje, dokler so pač te kompetence dovolj splošne, da še vedno odgovarjajo razpisu, no in potem to je tudi eno tako pomembno vodilo, mimo katerega nismo mogli, torej kaj v bistvu od nas zahteva naročnik, tako da to usklajevanje je tudi eno od velikih izzivov, s katerimi se srečujemo in pa ne nazadnje, kakšne kapacitete imamo. Torej, naši prostori, torej prostorska, torej ali prostori oziroma druga oprema omogoča izvedbo določenega programa, ki potem nekako nadgrajuje oziroma razvija te temeljne kompetence.
absolutno se dostikrat srečujemo tudi z lastnostmi ciljne skupine, torej ne samo na podlagi potreb, ampak se nekako vrnemo v točki 1 tudi pri recimo temu, da so dostikrat ti naša enoceljnih skupin zaposlene konkretno vzorniki, ki ne omogočajo nekega udeležbo na nekem tečaju, kot ga dostikrat zamislimo mi na prvo žogo. Tako da tu ta spet nek prevod v smislu tega, kar želimo, potrebujemo in želimo ponuditi, v to, da potem ljudem omogočimo, da se udeležijo tudi pod svojimi pogoji na narekovajih našega programa. Tako da to je tudi en od izzivov in včasih pogrešamo nekaj več fleksibilnosti pri tem, recimo pri dokumentaciji, ki bi potem lahko odsevali tudi to nekako realno stanje. Omizje? Ja. Že malo potrjujete to, da se v vsaki fazi pravzaprav treba vedno znova vračati. Ne gledati naprej, pa vse hkrati vračati v prejšnje faze. Se pravi, četrta skupina? Ja. Faza priprave oziroma prijave programa na javni razpis. Drži, zdaj bo dala malo mogoče konteksta. Mi smo imeli večke neomejene izkušnje praktične za pripravo pa prijavo na razpis, pa smo poskušali vse najstopiti iz cone obdobja, pa malo pogledati mogoče iz drugega zornega kota. Tako da, kar mi vidimo mogoče, da je en realni problem je to zagotovo prenasičenost programov na trgu. Sploh kar se tiče vsebine, to je v sklopu potem prijavljanja na programa na javni razpis, zato ker se med seboj programi lahko v zelo nekih malenkostih razlikujo ali pa tudi ne. Tako da pogledamo z vidika uporabnika, lahko mogoče težje zazna potem razliko pa dodano vrednost posameznega programa. Govorimo, da morebitna ovira, ki jo lahko naletimo, je tudi mogoče fokus metodologije, ker so določeni elementi zelo strukturirani. Tako da tukaj je mogoče malo manj manevrskega prostora za neko kreativnost pri ustvarjanju same vsebine. Pogovarjali smo se, da kar vidimo, da je lahko velik problem je poznavanje osnovnih dokumentov, ki so podlaga za razpis in hkrati potem dejansko uskladiti tisto, kar so želje, kar so potrebe uporabnikov, potem konkretno na cilje samega razpisa, ki mogoče se čisto ne, ali mogoče ne v celoti ne pokrivajo z potrebami uporabnikov. Kratki roki za pripravo in izvedbo, to mislim, da vsi poznamo, pa potem strokovno znanje za pripravo programov. To je to. Druga skupina, kateri so najpogostejši izzivi pri izvajanju programa? Evo tako. Naši skupini torej se ukvarjamo pa s tisto fazo, ki je vse popolno zapisano in strukturirano in predvideno, pa pridemo do izvajanja. V bistvu, mi smo se, v tej skupini smo predstavnici večinoma iz ACS-a, imamo pa tudi dva kolega, ki v bistvu sta iz področja izvajalcev in sicer srednješolskega izobraževanja. Smo malo to tudi izhajali v bistvu iz divnih primerov. In prvi tak izziv je v bistvu kader, v smislu, ker ga je seveda dosti težko pridobiti ali pa tudi obdržati. In en od razlogov je seveda tudi neustrezno nagrajevanje, zaradi tega, ker vsi poznamo situacijo, kader pač dela v drugem rednem izobraževanju in potem zato, da pride za recimo, če je manjši obseg, ker so neformalni programi, potem nimajo niti takega, v bistvu, ker pač ni finančne take koristi in je zato težko pridobivati. Potem en drug od izzivov, ki je bil izpostavljen, odpovedi udeležbe, se pravi, težko oblikovati učno skupino. Kljub temu, da recimo je že vse pripravljeno, vse, ne vem, napeljano, da se bo učna skupina oblikovali, da se bo program izvedel, pa se zgodijo odpovedi. To sta pač kolega tudi tako ponazorila, da so včasih tudi ti udeleženci znajo kdaj biti tudi, grdo rečeno, malo neresni. Zdaj, pač seveda je to odvisno, ali jih pošljajo delodajalci ali jih ne. In s tem je tudi povezana njihova pogosto nizka motivacija. Še eden od izzivov časovne omejitve, se pravi v smislu organizacije tega programa, a se v bistvu lahko, ne vem, izvede, ne glede na to, ali je to krajši ali daljši program, kako je, ne vem, potem z roki za opravljanje
pač preverjanja znanja in vrednotenja. Še ena taka velika stvar pa potrdilo oziroma certifikat, ki ga oseba po, se pravi, neformalnem udeležbi v neformalnem programu običajno pridobi. In naša dva kolega sta v bistvu upozorila tudi tukaj na razliko med papirjem in znanjem, zato ker pač ni enako, ne vem, 4-letna srednja šola pa eno neformalno izobraževanje, ki je obsega, ne vem, 30 ur. Pa tudi na prostorsko stisko, no, smo v bistvu se tukaj še spomnili, kaj se lahko zgodi. Jaz bom pač še na kratko vzela rešitve oziroma pomoč, ta drugi del, ki se pravi, ko se soočamo z izzivi. Delna kotizacija, to pomeni, ne, da če so programi brezplačni, je to povezano ali z odpovedjo udeležbe ali pa to neresnostjo, da niti ne pokličajo in se opravičijo. Razmišljali smo v tej smeri, da bi mogoče kot neko avans kotizacije ali pa pač delna kotizacija za te neformalne programe. Mikrodokazila, to je nekaj, s čemer se zdaj veliko srečujemo in se tudi na Andragoškem centru s tem ukvarjamo, to se pravi za krajša usposabljanja, tudi nekaj dokazila o našem znanju. Pomoč za prilagoditev izvedbe, to, ki sta kolega naša bolj svetovala, oziroma smo se o tem pogovarjali, če bi pač ta izvedbe programov prilagodili, ne vem, da pridemo v podjetje, pa en del programa izvedemo v podjetju, en pa na terenu ali pa v šoli in pa seveda ozaveščanje delodajalcev o pomenu tega stalnega spopolnjevanja oziroma usposabljanja, da ni vse samo certifikat oziroma da se je treba pač verjetno izobraževati v tej smeri. Hvala lepa. Z veliko izzivi se srečujemo seveda tudi pri izvajanju programa, zato smo dali malo več časa. Še zadnja skupina, se pravi izzivi pri vrednotenju programa. Zdravo, Sašo iz Srbije. Mi smo imeli šesto skupino, in smo delali pregled na tem, kako vrednoto programa, kakšni izzivi so. Zdaj veste, vse je skupine razlogov, posebej je to, kako recimo pridemo do nekega neformalnega in kaj vse je popleteno. Mi smo začeli razmišljati in vrednotenje vnučke na dva dela v smislu, ko pripravljamo nov program in mi ga, želim imeti nov program in mi ga nekdo sliše, kako ga so vrednotenje. To je predvsem iz tega naziva, ki je Teja izpostavila, ko gledajo, kaj vse prihaja k njim, kako prihaja tudi naša moja organizacija, ko iščemo tržno nišo, iščemo interesantne vsebine in seveda moji izvajalci v šoli, moji zaposleni in na vseh stran, ki jih trg rabi, udeleženci, rečemo temu prebivalci Slovenije rabijo. In tipamo in iščemo in te programe spišejo drugi. Ravno tako se mi soočamo tudi s problemom, kako ovrednotiti te programe. Tukaj se nam večkrat zatakne verjetno že pri urah, deseturni program, kakšni so učinki takšnega programa, 40-turni programi, kaj dajo, ima so ti učinki res merljivi. To so vse sigurno postavki, ki so pomembne pri vrednotenju, ko rečeš nekim programom, da je dober program. Pa na drugi strani pa vrednotenje programa, ki je izvedeno, ki je končano, ki se je speljalo. In tam pobiramo vsi več na feedbacke od udeležencev, verjetno po krajših ali daljših vprašalnikih, mi smo spet v dolžini programu. So te vprašalniki zelo specifično nastavljeni, da se da iz njih tudi kaj zmeriti in pogledati. S tem, da smo izpostavili eno zadrego, da programi, ki imajo učinke določene, pa jih udeleženci morda niti ne dosežejo pa druge učinke, ki so več nekako rekli stranski, skriti učinki. Poglem starejšo populacijo, če vam do vas opravka, točno vede, da se izide v skupini, ki dobro zafunkcionira druženje na prvem mestu in še napol se zgodi neko novo znanje, ki ga tam doslušajo. To je zelo težko zmeriti, to je zelo individualno, lahko pa ocenuješ preko srečanja s temi udeleženci. Mikrodokazila bi bila ena od takih umestnih rešitev, ki bi sigurno dajala vrednost nekemu izobraževanju in da
tam mikroanalizira, da so uveljavljene recimo področje Slovenije, da vse firme vejo, kaj pomeni in da tudi razumejo težo izdanega mikropotrdila. Tukaj recimo en za ECDL bil omenjen. Meni se zdi, da se malo vzelo. Hvala lepa. Hvala lepa za vse vaše prispevke in za vse izkušnje, ki ste jih delili z nami. Torej, skozi razpravo smo se dotaknili različnih vidikov programiranja, priprave in izvajanja, prijavljanja izobraževalnih programov. Torej, v naši delavnici se bomo vrnili nazaj in se bomo dotaknili tega, kaj so načela programiranja in bomo nekako izpustili vse te izzive, ki ste jih tudi navedli v vaših predstavitvah, se pa jih zelo dobro zavedamo, da ni samo stvar v temu, da se pripravi kakovosten dober izobraževalni program, da je treba upoštevati vse druge vidike, ki ste jih navajali. Tako da, hvala lepa. V nadaljevanju se bomo dotaknili nekaterih načel, se spomnili na nekatera načela pri programiranju, pri pripravi izobraževalnih programov za odrasle in tudi nekaterih pogojev, ki sledijo iz javnega razpisa. Nadaljna, izvolim. Ja, moram reči pravzaprav, da ste v svoji izmenjavi že kar, bi rekla, zajeli vso problematiko, ki je povezana z načrtovanjem neformalnih programov. Zdaj, ta moj kratek diskurs o tem, kako se to dela, bom imel dva dela. En je na splošno v neformalnih izobraževalnih programih, eden je pa tako ti neformalni izobraževalni programi, ki jih prijavljate na razpis. Mogoče najprej definicija neformalnega izobraževalnega programa ali pa neformalnega izobraževanja odraslih, ta je že zelo stara, vidite, da ima letnico 1991, pripravo je Zoran Jelenc in tak terminološki slovar, mimo grede, zdaj bi ga ponovno potrebovali, ker se je področje razvilo in je veliko novih terminov, pojmov, ki bi jih bilo treba ponovno pojasniti. Ampak kakorkoli že, on opredeljuje kot neko strukturirano, sosledično, organizirano izobraževanje za odrasle, ki ni namenjeno pridobivanju certifikatov, takšnih ali drugačnih, temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno neposrednih interesov odraslega, torej našemu življenju. Na drugi strani imamo pa sicer spet, da je to, bi rekla, izobraževanje, ki je sicer namerno, torej mi se želimo nečesa naučiti, to ni nekaj, da se sproti naučimo, ampak se želimo nečesa naučiti, Učni bi rekla, proces pa ni nujno strukturiran, niti v obliki razredov, niti v obliki nekih kurzov in ne vem česa še vse, niti ni nujno, da poteka pod vodstvom učitelja, ampak je pravzaprav odgovoren za izobraževanje učenec sam in pravzaprav so to različni, tudi če bi gledali, neformalni izobraževalni, osebni učni projekti, ki jih imamo. Bi rekla, neki tradiciji, zgodovini je najbolj znan Alan Tuff, kanadski andragog, ki je to preučeval in je videl, da se pravzaprav ljudje naučimo zelo, zelo, zelo veliko prav v tem neformalnem izobraževanju. In kot sem že uvodoma rekla, malo je andragogov, vsi pa ste andragoški delavci, ki delate ta del. Zdaj, kaj so potem takem bistveni kriteriji nekega neformalnega izobraževalnega programa, če izhajamo iz te, bi rekla, neke strokovne ali pa nekje globalno sprejete definicije? Gotovo je to, česar ste se sami dotaknili. To neformalno izobraževanje izhaja iz potreb ljudi. Te potrebe ljudi so pa vezane na dobro življenje. Kaj je tisto, kar mi razumemo kot dobro življenje? In to je povezan seveda spet z nekimi našimi identitetami, ki so seveda pretočne, niso monolitne, niso stalne, ampak se spreminjajo skozi življenje. In zdaj, če bi pogledali v skupnosti, lahko te vloge socialne, različne, bi rekla, živimo, samo v odnosu z drugimi. Zdaj, kaj so te identitete? Starost, spol, jezik, pomembna identiteta je jezik, potem družina, kam spadam, kdo so moji, celo rodbina je lahko, bi rekla, identiteta.
Potem je tukaj državljanstvo, poklic, kaj imamo še, v bistvu etničnost. A sem jaz Rominja ali nisem Rominja, a sem jaz, bi rekla, živim nekje v neki manjšini, recimo na Koroškem ali pa v Italiji. Potem je tukaj seveda tudi premoženje, ne nazadnje. Tisto, kar mi imamo, to je zelo pomembno, naši hobiji, naš življenjski nazor, sem verna ali nisem verna. Skratka, te identitete se pravzaprav mi prehajamo iz eno v drugo identiteto. In če hočemo tukaj pravzaprav se izživeti, uresničiti, rabimo pravzaprav neko znanje, neke spretnosti. Na drugi strani imamo pa skupnost in pravzaprav tisto lepilo, ki drži skupnost skupaj, so pravzaprav neke vrednote in cilji, ki jih ima skupnost pred sabo. Bomo rekli, spoštovanje, če smo v neki demokratični, recimo humanistično, bolj ali manj usmerjeni družbi, je to gotovo dostojanstvo ljudi, gotovo je to pripadnost in sodelovanje, to, kar tudi danes recimo na tem posvetu na nek način razmišljamo, povezanost in solidarnost med ljudmi, spoštovanje naravne in kulturne dediščine, tle je vsa trajnost, tle je vsa naša kultura in kultura, ki vstopa v naš prostor, gotovo zdravje in gotovo tudi gospodarska uspešnost. Znotraj tega, vse to je področje nekega izobraževalnega kurikula, če tako na hitrico rečemo. In znotraj tega pravzaprav, ko govorimo o nekih izobraževalnih programih, ne se bo formalnih, neformalnih, javno veljavnih, gre za nek družbeni dogovor. Ta družbeni dogovor poteka pa na različnih ravneh. Lahko se začne v naši družini, lahko v nekem delovnem okolju, kar vključuje tudi šolo, hobije in tako naprej. Gre za neko lokalno skupnost, lahko je Slovenija lokalen prostor, lahko je, ne vem, Šempeter lokalen prostor. Gre za nek nacionalni kurikul tudi in gre ne nazadnje za globalno. Ko govorimo o okolju, ko govorimo o vseh teh stvarih, ki nas pestijo, vse vojne današnje, ki ne potekajo samo v Evropi, ampak tudi izven Evrope, to je globalen problem. In vse to, bi rekla, na nas na nek način deluje. In seveda, ko govorimo o kurikulumu, kaj pravzaprav kurikulum je? Včasih ga, bi rekla, preprosto povedamo izenačimo s programom, ampak to ni res. Kurikulum je pravzaprav veliko širši pojem, je pravzaprav vse tisto, iz česar izhajamo, ko oblikujemo nek program. To so vse politike, vsi dogovori, vse potrebe in izhaja pač, če bi gledali zdaj koren te besede je kurere, ki pomeni teči okrog oziroma neposredno se to dirkališče, bi rekla, prevaja, kar pa pomeni, če mi to malo razširimo, da je to pravzaprav neka arena, v kateri si mi prizadevamo doseči neke cilje. In prav tako je v bistvu z izobraževanjem. Kadar je izobraževanje namerno, si prizadeva doseči neke cilje, neke spremembe, gre za tako imenovano transformativno učenje, ki ni nujno zmeraj certificirano, ni nujno, da bo to potrjeno, ni nujno, da je množično. Danes so te opredelitve kurikuluma zelo različne, tisti, ki poznate pri nas recimo uglednega strokovnjaka oziroma profesorja Robija Krofliča, on je to v 90-ih letih nekako lepo razdelil, ne bom o tem govorila, ampak najbolj temeljna definicija, najširša, če bi gledali zdaj tako na neki globalni ravni, je, da gre za načrt učenja. In ta se zgodi lahko v formalnem ali pa neformalnem izobraževanju. In seveda temeljni vzorc, v katerem ta nastaja, je pa že to, kar ste vi seveda povedali, andragoški cikel. Začne se z ugotavljanjem potreb, konča se z vrednotenjem. Vmes je pravzaprav zelo pomembna faza, ki se ji danes posvečamo, to je načrtovanje in programiranje izobraževanja. Seveda je pa tisto, kar je treba ob kurikulu povedati, da tisto, kar se bo zgodilo na koncu, in prej ste rekli, kako meriti dosežke, mi moramo to na začetku vedeti, in moramo to znati tudi zapisati, da bo tudi tisti, ki se uči, vedel, kako, kdaj se je naučil, kdaj ima neko znanje. Zato bomo videli potem v nadaljevanju, je pravzaprav to zelo premišljen, vnaprej premišljen proces, v katerem se mi iz neke splošne ravni ali pa iz konkretne k splošnemu ali iz splošnega konkretnemu spuščamo.
Ampak zdaj, ko govorimo, ker danes govorimo pa o kompetencah in to temeljnih kompetencah, se moramo vprašati, kdo je kompetenten človek? Kaj pomenijo kompetence? Mimo zdaj vseh definicij, ki jih imamo, mimo bi rekla nekih teoretskih, recimo prerivanj, ker rečemo eni tako, drugi rečejo tako. Ampak kompetenten je tisti človek, ki svojim znanjem, spretnostmi in držami uspešno rešuje probleme, ki so predem postavljeni. In to so tiste izobraževalne potrebe, ki jih mi lovimo, ki mi hočemo, bi rekla, kot neke izobraževalne organizacije ali pa posamičniki ljudem pomagati narediti. In zdaj, kako izbrati in zapisati te kompetence? Eno slabo lastnost imajo kompetence. Nikoli ne nastopajo neodvisno druga od druge. To je, bi rekla, sinergija. In če nimaš nečesa, če ne znaš brati, recimo, ali pa če nimaš nekih digitalnih kompetenc, je tudi tvoja, recimo, kompetenca učenja sigurno okrnjena, to vsi vemo, a ne? Tako da, ampak ko pišemo izobraževalne programe, moramo pa mi vedeti, da bomo samo določene lahko zajeli in da jih ne bomo mogli, bi rekla, opredeliti čisto točno tako in nič drugače. Se bojo tudi v tem, bi rekla, našem izobraževalnem diskurzu med seboj prepletali, ampak mi na nek način izpostavimo pa vendarle nekatere. Recimo pri jezikih bomo sporazumevanje, a ne? Potem izbor teh kompetenc. Kompetence nikoli ne delujejo neodvisno od konteksta. Mi se ne moramo zdaj nekaj učiti, pisati pa brati, lahko se učimo, saj se tudi v šoli tako učimo, ampak mora biti s tistim povezan, da jaz, kot bi rekla učenka ali pa udeleženka nekega izobraževanja, vem, kaj bom jaz potem znala, kje mi to koristi, da jaz prepoznam tudi svoj napredek, in mora biti na nek način kontekstualno zasnovano. Tako da, to so pa pri odraslih ponavadi naša, bi rekla, tisto, kar sem prej govorila o nekih identitetah, vlogah in tega, kar imamo. Zdaj, tisto, kar je pomembno, je tudi, da pravzaprav tudi če vemo, in jaz rečem, no, jaz bi pa rada, ne vem, potovala v Španijo ali pa ne vem kaj, jaz moram to potem nekako opredeliti v ciljih. Kot izobraževalci moramo ta namen, bom potem pokazala recimo, če imamo neko resolucijo o izobraževanju odraslih, moram ta namen konkretizirati ciljih, ker moram zamejiti področje. Ne morem vsega z enim programom. Nekdo od vas je rekel, sigurno ni to isto, če hodiš, 4 leta v srednjo šolo ali pa narediš nek neformalen izobraževalni program, ampak en delček lahko dobiš. In tudi nekdo je lepo rekel, a lahko sploh vse učinke nekega izobraževanja zmerimo v danem trenutku, ne moremo. Tle smo na zelo, bi rekla, nehvaležnem področju, ker se nekaj zgodi v nas, kar se mogoče šele kasneje pokazali, ampak če tega ne bi naredili, pa tudi unga ne bi bilo, ampak mi tega nikoli ne moramo do cilja zmeriti. Ampak tisto, kar lahko zmerimo, potem zapišemo v neke učne izide. In to je ta katalog znanja, ki je pa v bistvu operacionaliziran cilj. To mora biti katalog znanja oziroma te učni izidi morajo biti tako napisani, da jaz vem, kaj približno bomo mi v tem recimo nekem 40-urnem programu naredili in kaj jaz, ko se vključim v ta program, kako bom jaz vedela, da to znam. To je ključno vprašanje. Kako bom vedela, da to znam? Tako da še ena pomembna stvar je, kaj spet teorija znanja, spretnosti, drže, ki tvorijo kompetenco, znanje ne gre zamenjevati s vsebino. Tudi kompetence imajo svoje znanje, če bi tako gledali, in so kontekstualno pogojene. Zdaj pa k razpisu, a sem že zelo čez, tako da bom počasi končala, pri razpisu, recimo razpis opredeljuje tele kompetence. Imamo tudi, bi rekla, evropski okvir kompetenc, ampak ko govorimo o razpisu, razpis je skozi resolucijo, skozi vsa dogovarjanja, skozi tisto, kar smo sporočali na različnih, bi rekla, nivojih, pravzaprav izpostavil te kompetence. In te je treba pravzaprav na nek način, ko prijavljate razpis, tle sem hotela še en premislek pokazati, pa bom malo kasneje, ampak če zdaj nekako rečem, kaj je tisto bistveno pri razpisu,
tako kot se je Teja izrazila, ne, v javnem razpisu, recimo, ko gre za neka javna sredstva, je treba slediti viru financiranja in tistemu, kar je v razpisu napisano. A ne? Tudi recimo, ne vem, če imate v šoli neko nalogo, ti lahko vse pokažeš, ampak če ne odgovoriš na vprašanje, pol to ni to. A ne? Tako da to je na kratko. Zdaj, mogoče še ta vidik, zdaj kako nastaja na nacionalni ravni, nacionalni kurikul je vse tisto, kar mi v izobraževanju počnemo. Zdaj, če bi tako rekla malo na široko, so to izobraževalne politike, tako formalne kot neformalne in tisto, kar potem na nek način zapisamo. Mi imamo resolucijo o izobraževanju odraslih, imamo letne programe izobraževanja odraslih in to je so to vse različne oblike, vsi izvajalci, vse to je del pravzaprav nekega nacionalnega kurikula. Če bi pa tako malo zoženo rekli, bi pa rekli, da so to neki dogovorjeni izobraževalni programi in pogoji za izpeljavo, a ne? Ki so recimo zdaj v kontekstu javnega razpisa tam definirani. Potem je tukaj izvedbeni kurikul, ko ste kot izvajalci recimo ali pa ko smo kot izvajalci povabljeni, da pripravimo neke programe, a ne? In potem je tukaj pravzaprav vse tisto, kar smo govorili o programiranju, kjer moramo, bi rekla, stvari ustrezno zapisati. Metodologija je ta, razpis ima svojo metodologijo, ima na nek način določene, bi rekla, pogoje, metode, ne vem, neko strukturo. In v bistvu znotraj tistega poskušamo narediti, bi rekla, program, ki bo odgovoril na ta vprašanja. Seveda tle je tudi spremljanje pomembno, ki je del evalvacije, ne, če bi gledali, kako se zdaj to odvija, kjer sprot vidimo, a nekaj gre ali nekaj ne gre in to je tudi ta dirka okoli nečesa, ko mi recimo že v hodu lahko določene stvari spremenimo. In to je ta avtonomija pravzaprav tudi izvajalcev, ki lahko na eni strani prilagodi konkretni učni skupini, a ne, ali pa konkretnemu posamezniku in bi rekla na ta način, tako da programi morajo biti tako napisani, da to dopuščajo in potem imamo seveda tisto, kar smo dosegali, kar smo evalvirali, to so ti učni izidi in učinki, ki jih ni nujno, da jih ocenjujemo, jih pa sigurno na nek način ovrednotimo. In evalvacija je širši pojem samo od nekega, bi rekla, merjenja rezultatov ali pa merjenja učnih izidov, gre tudi to, da ovrednotimo, da so te učni izidi takšni, kot so, a smo mi pravzaprav na nek način naredili vse tisto, oziroma kaj morda nismo, ker kurikul ima še eno, to sigurno vsi poznate, še eno lepo lastnost, ki se reče skriti kurikul, ne. Zmeraj se o tem, bi rekla, ob tem izvajanju zgodi še nekaj, kar mi sploh nismo pomislili, kar mi sploh nismo načrtovali. In tudi to je treba ovrednotiti, ne. Zato se tudi, bi rekla, tukaj skupaj pogovarjamo in seveda, ko naredimo ta krog, vidimo, da pravzaprav vse to, kar doživljamo skozi izvajanje različnih programov, ko se o tem pogovarjamo, pravzaprav vpliva spet nazaj na nek nacionalni kurikul. Zdaj, jaz, da ne bom predolga, ne, bom tlele končala, tako da mogoče, da zdaj bi mogoče samo v tem sklopu dodala še to, da je takrat, ko imamo nekako jasno predstavo, tole resolucijo sem hotela še dati tale diapozitiv, mislim, tale, ki govori pravzaprav, kaj smo pa mi kot Slovenija recimo v svoji resoluciji označili kot neformalne programa. Ne? In kaj iz tega izhajamo, pravzaprav nam je lažje. Ne? Tako. Samo nekaj minut, ki imam časa v resnici še za ta del, ki je nekakšen uvod v drugo delavnico. Malo se pa nam tudi že izmika čas. Torej, uvodoma je bilo povedano, da je ministrstvo na Andragoški center poslalo v pregled nekaj vzorčnih programov in pri tem pregledu smo ugotovili mogoče nekatere šibkosti. In tukaj bi rada bila mogoče čisto konkretna, zakaj je šlo. Torej, seveda smo gledali vse programe, ki smo jih dobili v pregled kot
načrt učenja, kot bodoči načrt učenja, tako kot se je izrazila Natalija. In tukaj, ker nimam več časa, se bom posvetila samo nekaterim izbranim vidikom, ki se nam zdijo vendarle ključni, ko pripravljamo neformalne izobraževalne programe, tudi javne veljavne ali kakršnekoli druge. Torej, ustavila bi se pri namenu programa. Torej, pri pregledu smo se seveda naslanjali na izhodišča za pripravo javno veljavnih programov, ki so priporočena izhodišča tudi za pripravo drugih neformalnih programov. In v izhodiščih je namen programa kratko opredeljen kot pač vizija sprememb, ki jo pričakujemo, ki jih program pri udeležencih predpostavlja oziroma prinaša. Namen programa nam v resnici pove, zakaj pravzaprav v programu gre. V namenu napišemo, zakaj smo ta program pripravili, se pravi, izhajamo iz nekih lokalnih potreb, iz nekih prepoznanih potreb posameznikov, tudi iz nacionalnih potreb in nekaterih strateških dokumentov, v tem našem primeru seveda tudi iz ciljev razpisa. Seveda mora biti namen skladen z drugimi deli programa in uresničljiv v programu. Zdaj, kar smo opazili kot šibkosti, so se pokazale ne vidite, da je v nekaterih, oziroma v vzorčnih programih bil namen programa zelo šibko opredeljen. Kaj mislim s tem? Recimo, bom dala en konkreten primer. Recimo, da ste si izbrali, da boste s pomočjo igre, recimo, da je to Monopoly, razvijali finančno in matematično pismenost pri odraslih. In v tem vzorčnem programu ste potem namen programa utemeljili tako, da splošno znano je, da igra Monopoly spodbuja razvoj matematičnih načinov razmišljanja in tudi matematičnih, se pravi tudi računanja in finančno pismenost. Navedli ste, recimo, katere kompetence boste še razvijali in to je bilo to, zelo kratko. Se pravi, za samim programom ste omenili, je v tem primeru bil opredeljen namen, brez neke reference na neke lokalne potrebe, na neke značilnosti ciljnih skupin, na razpis in tako naprej. V nadaljevanju smo poudarili tudi ime programa, kjer ime programa nekako pove udeležencu, zakaj programu gre. In tudi vzbuja neke pozitivne asociacije pri udeležencih in jih spodbuja k udeležbi. Mi smo ta program poimenovali Monopoly za začetnike. Torej, ne vemo, a gre za razvoj kompetence ali ne. Poimenovali smo ga Monopoly za začetnike. Tako da in v nekaterih primerih smo tudi videli, da mogoče so v imenu programa tudi neke negativne konotacije recimo uporabljene. Recimo, ne vem, spodleteti ali pa ponovno vključiti in podobno. Tako da smo podvomili, ali program spodbuja, ime samo spodbuja pozitivne konotacije. Cilji programa, z njimi pravzaprav povemo, kaj bo udeleženci ob koncu programa znali, kaj bo znali narediti in kakšne drže bojo imeli, se pravi ta motivacijski vidik, se pravi opredelimo znanja, spretnosti in tudi drže. Se pravi, iz teh splošnih ciljev razvidno, kaj v resnici bo udeleženec v programu dosegel. Zdaj, ugotovljene šibkosti jih je bilo več, torej v ciljih ste običajno navajali, katere kompetence bojo udeleženci razvijali. Običajno niso bili opredeljeni cilji kot znanja in spretnosti in kot drže, mora biti samo kot znanja ali samo kot spretnosti. Zdaj, seveda cilji so v nadaljevanju operacionalizirani v katalogu znanja, tako kot je povedala Natalija. Se pravi, v katalogu znanja so opredeljeni učni izidi z znanji in spretnostmi.
V tem našem Monopoliju, programu Monopoli, so bili v katalogu znanja samo cilji vezani na igro Monopoli. Se pravi, nikjer ne se sledimo, bom rekla, nekega procesa, nikjer ne bilo vključenih nobenih temeljnih kompetenc, samo Monopoli. Se pravi, imamo namen, kjer smo utemeljili, da splošno znano je, da Monopoli razvija to pa to. V ciljih smo opredelili kompetence, v katalogu so umanjkale kompetence, je samo še Monopoli. Zdaj, če gremo mogoče, ne tukaj bi se pravzaprav zaključila, ker bi šli kar mogoče na nalogo. Spomnila bi pa še, da v programih je običajno na koncu tudi primer potrdila, ki vsebuje učne izide. In običajno se je v nekaterih programih, se pravi na koncu so se spet v potrdilu pojavile kompetence, se pravi, katere temeljne kompetence je udeleženec dosegel. Zdaj, kako si predstavljamo? V namenu imamo nekaj skopega, v ciljih imamo temeljne kompetence, v katalogu znanja ni nič o temeljnih kompetencah, pričakujemo pa, da bo udeleženec te kompetence na nek način razvil. Umanjka pa vmes pravzaprav ta proces in, bom rekla, operacionalizirani cilji v katalogu znanja, katere kompetence in katere kompetence bo razvil. Tako da ocenili smo, da program kot tak, čeprav je v bistvu črka na papirju, nekako ni notranje koherenten in vzbuja dvome, ali bojo resnici, bom rekla, vse tiste kompetence, ki so bile navedene v ciljih, skozi katalog znanja, ki pa vsega samo, bom rekla, igro, v resnici tudi razvite. Zato smo vam v nadaljevanju pripravili tudi nov izziv. Ne vem, koliko časa imamo še? Ja, mogoče vam bomo dali malo manj časa, zato da lahko še se tudi odzovete na to, kar boste ugotovili. Torej, z dovoljenjem ministrstva smo zbrali en izobraževalni program in na primeru tega programa bi želeli, da pregledate, glede na kriterije kakovosti, ki smo jih opredelili že v vaši razpravi oziroma skozi Nataljino predavanje, se pravi, ali program ustreza, izbrani vzorčni program ustreza kriterijem kakovosti. Želeli bi, da razmislite, kaj lahko za to vsebino s tem programom, katere kompetence bi lahko vse razvijali s tem programom. Ni se treba držati tega, kar programu piše, poskušate razmišljati out of the box, po svoje. In seveda poskušajte razmisliti, kako bi program po vaši presoji bilo potrebno dopolniti, da bi bolje ustrezal kriterijem razpisa in razvijal tiste temeljne kompetence, za katere boste opredelili, da bi jih lahko razvijal. Načeloma, bom rekla, smo se tako pogovarjali, da nimamo nič proti, če se programi reciklirajo, če se večkrat uporabijo, če se določene vsebine, bom rekla, večkrat ponovijo. Ampak vendarle je treba v teh primerih premisliti o posameznih sestavinah in pripraviti program tako, da je koherenten, se pravi, da iz namena razberemo, izluščimo cilje, iz cilje operacionaliziramo v katalogu znanja in seveda s katalogom znanja potem dosežemo vse tisto, kar smo zapisali v namenu in ciljih. Tako da vsi imate enako nalogo, imate dobrih 10 minut mogoče, da pregledate, potem vam bomo dali še priložnost, da se kratko odzovete. Ker smo malce zamujali, Natalija ni utegnila povedati, da seveda lahko pri pripravi programa uporabljate vsa gradiva, ki jih imate na mizah. Torej, to so, se pravi, priročnik temeljne zmožnosti, ki je sicer nastal že 10 let od tega, ampak je še vedno aktualen. Opisnike temeljnih zmožnosti, s katerimi si lahko konkretno pomagate pri pripravi katalogov znanja. Prav tako pa lahko uporabite vire, se pravi nekatere izsledke raziskav,
predvsem PIAK, kjer se govori o tem, katere pomanjkljivosti so pravzaprav v populaciji na področju temeljnih zmožnosti. Tudi imate primer, kjer so navedene oziroma so ti dosežki opredeljeni po regijah. Upam, da boste vse vzeli domov in da ne bo na mizah ostalo nič več. Približuje se odmor in zato, da slišimo, kaj ste pa vendarle uspeli v tem kratkem času ugotoviti, da mogoče iz vsakega omizja podelite eno misel. Upam, da se ni vsem zgodilo to, kar se v prejšnji skupini, v tej skupini, da so bili listi narobe speti. Se opravičujemo, nismo pregledali. Torej, a ste za to, da podelite eno misel iz vsakega omizja, kaj ste ugotovili, kako bi lahko izboljšali program, ki ste ga dobili v presojo. Pa začnemo mogoče pri kakšni drugi skupini, mogoče pri zadnji, lahko pri vas. Samo eno misel ali pa dve, kaj menite, kako bi lahko izboljšali program, mogoče ali ste razmišljali o imenu, ki bi bolj odražalo po neko vsebino programa, širšo vsebino programa, o namenu ali kaj drugega? Ja, jaz mislim, da program mislim, da drugega niso kot takega videti, pa mogoče se začne že pri naslovu, da bi bilo povezano s temeljnimi kompetencami, recimo, ne vem, nekaj smislu urjenja matematičnih spretnosti skozi, recimo, igro bridža na tak način in pa seveda povezati bolj potem s katalogom znanja tudi temeljne kompetence v programu. Hvala lepa. Bi lahko nadaljevali z vami, ali imate že, ali vas preskročimo, mogoče gremo naprej. Vaša skupina? Ja, bom rekla, da v bistvu mi smo se kar na začetku že za program mečkeno ustavili, pa smo imeli nekaj komentarjev, ampak po mojem vest najbolj dosega pravzaprav izpostavljati nepovezanost, najprej cilje izobraževalnega programa, ker to, kar je v bistvu načeloma zapisano, kar manjka nekako razlaga oziroma potem tudi naprej nadaljevanje v smislu kataloga znanja. No? Tako da določene kompetence niso podprte za samim katalogom znanja. No? Tako da najbolj bi po mojem izpostavljalo vsi pravzaprav to pripombo. No? Hvala lepa. Boste nadaljevali vi? Jaz bi se mogoče kar navezala na prejšnje skupine, ker smo v bistvu tudi pri pregledu ugotovili, da je zelo podobno. Dejansko širina kompetenc, ki udeleženec po zaključku
izobraževanju in pridobi na potrdilih dejansko res niso, kot so zapisane v katalogu znanj. Tako da dejansko ta povezanost, ki je že bila prej strani izpostavljena, mislim, da res drži, ne? In da je to dejansko smernica za vse nas, ki pišemo programe, da smo na take stvari pozorni. Hvala. Komu dam besedo? Ja, mi smo pravzaprav izpostavili zelo podobno kot kolegi pred nami. Mogoče bi pa dodali eno misel, o katere smo se tudi v naši skupini pogovarjali, pa da zdaj še ni bilo omenjena. Pogrešali smo malo več povezanosti z kompetencami, ki jih odrasli pridobil v tem programu. Razmišljali smo tudi v tem kontekstu, ker predhodno smo se pogovarjali o vrednosti potrdila, ki ga odrasel dobi. In v bistvu zelo se opisi nanašajo na samo igro, kompetence so široko opredeljene, in če bi bile v bistvu pravzaprav vsebina nam je bila zelo všeč in ta ideja, da se skozi igro razvijajo temeljne kompetence, ampak v bistvu, če bi se to opredelilo bolj na način, da je razvidno, katere kompetence je konkretno odrasel pridobil, bi imelo tudi potrdilo verjeten eno tako večjo uporabno vrednost navzven. Hvala lepa. Bi kaj dodali? Imate kaj za dodati? Imate podobne ugotovitve kot prej? Podobno. Kaj pa vaša skupina? Se zavedamo, da je bilo res zelo malo časa, programiranje je čas. Jaz sem tukaj nek ekspert za programiranje. Moram reči, da sem se malo težko znašla, bi rekla približno, kot je rekla Jasmina, ampak zdaj, če bi imela malo časa, bi vse našla v tem programu. Samo strukturno, res se mi zdi malo pomešano te splošne kompetence, malo se mi zdijo kar copy-pastane na nekaj mestih in pol se mi zgodi povezava do katalogov znanj in tako, ampak to smo tisti, ki pol tako asociramo bolj z vidika programiranja. Z vidika tako vsebine tega programa pa moram reči, da je meni tako, no, sem si predstavljala neke ciljne skupine, ki bi se morda skozi eno igro, tako kot je rekla Vera, lahko tudi naučile mrske in tako, da niti ne bi imeli občutka, da so enem zelo zahtevnem programu, tako približno. Hvala lepa od eksperta za programiranje. Vse smo krpule, stavljamo zadaj vir financiranja. Program je dober, da je naslov, vas, ampak imamo zadaj, kdo financira ta program. To je pravzaprav ena dobra stvar za razmišljati, da nam kar hitro rečemo, če pa je bridge, mogoče da so rekli ne za začetnika, ampak vodu bridge, je ta bolj spodbudno, da ni nujno, da nas z njim dosegamo nekih temeljnih kompetenc, ki jih ta razpis, recimo, ne poznam jaz detajle tega razpisa, samo da nam prehitro to rečemo, da se res poglobimo tudi vsebino, pa kaj je, pa za kjere ciljna skupina je tako, v tem smislu se mi zdi. Jaz se vam vsem res lepo zahvaljujem, da ste bili ustvarjalni, da ste se želeli pogovarjati in razpravljati na to težko temo. In ker smo, mislim, da že zakorakali v odmor, mi ostane samo še to, da pustim zadnjo besedo Nataliji, da vsem nam pomaga narediti neke skupne zaključke, jih bo prebrala in če se strinjate, jih potrdimo, če ne bomo pa na vaš predlog tudi še kaj dodali. Hvala lepa. Ja, jaz bi mogoče k bridžu še to rekla. Zelo pomemben je, se strinjam, kar je Tanja povedala, ne? Pravzaprav so različni konteksti, ampak prva stvar, ki bi imela ogovor, je tukaj, ali pravzaprav smo pošteni do udeleženca. Ker če bo pravzaprav, ne smemo na nek način podtikati, ne, da bi vedeli, zakaj se učimo. Moramo, tako kot smo rekli, udeleženec mora vedeti, česa se bo naučil. In če tisto, kar je, ali so bile, bi rekla, v tem bridge kontekstu res izpostavljene prvič ustrezne kompetence oziroma je bilo razvidno, da jih bojo razvili. Tukaj je premislek.
Sicer pa recimo neke temeljni zaključki, ki so, bi rekli, da izhajamo iz ugotovljenih potreb odraslih v lokalnem okolju, briče lahko tudi medgeneracijsko, recimo te kompetence, ki jih nagovarja razpisane, nekih nacionalnih strateških smernic, a ne, kadar zdaj govorimo o razpisu, kadar imamo neformalen program, karkoli lahko delamo, ne, ampak ko govorimo o razpisu, je pa to. Cilji programa odražajo neke pričakovane spremembe v kompetencah, ne, tle se zdaj lahko vprašamo, a je bilo tlo razvidno iz tega programa ali ni. Zdaj, to je samo en primer, ne, in tudi ne bi hotela reči, da je slab ali kakorkoli, ampak malo šibko je bilo napisan. Potem koherentnost, notranja koherentnost programa, to ste vsi upozarjali, ne, pravzaprav na nek način ni razvidno, je zdaj tisto, kar je v uvodu napisano v namenu, a se odraža v vseh drugih prvinah programa ali ne. A ne? In to bi se mogli, torej eno drugo podpira. Če nekaj v ciljih napišemo, se to izraž v katalogu znanja, se to izraz, bi rekla, v vseh drugih prvinah, da jih ne bom zdaj naštevala, ker so za pomoč so vam lahko javno veljavni programi. In pa, kot smo že uvodoma rekli, tako mora biti zapisan, da tistemu, ki ga bo izvajal, pa ni bil zraven, pomaga, a ne, da ga organizira in to morajo najprej, recimo cilji so zato bolj pomagajo izobraževalcem, a ne, da veš, v katero smer bo šel, ker toliko avtonomije pa moraš imeti, da potem prilagajaš, bi rekla, konkretnim ljudem, ki so v tvoji skupini. Toliko bi mogoče rekla na koncu. Tele prosojnice mislim, da bojo na voljo. Noter jaz nisem imela časa pokazati, ampak en takšen premislek smo naredili ob kompetenci sporazumevanja, pa boste videli, ne zapiše se ga zdaj tako, a ne, ampak en premislek pa je, kaj se pravzaprav lahko zgodi v enem takem programu in kako ga kontekstualizirati, ne. Ker kontekst bi bil brič, ampak se mora to pravzaprav kompetence pa noter izraziti. Hvala, da vam ne bomo preveč časa vzeli.